Lepo pozdravljeni še enkrat z moje strani, če moj nastop na prejšnji tiskovni konferenci ni bil naprej načrtovan, pa je na tej bil, tako da vas pozdravljam tudi tokrat. Tema, o kateri bomo govorila z kolegom Pavlom Gantarjem, je enako resna. Zelo resna in v temelju zadeva tudi vprašanje varnosti ljudi. Varnosti na cesti, varnosti infrastrukture cestne, ki jo Slovenija z velikimi sredstvi davkoplačevalcev gradi in z katero je povezano predvsem pričakovanj, tudi razvojnih pričakovanj naše države. Mi smo tiskovno konferenco današnjo, kot veste, predložili, potem ko smo izvedeli, da bo vmes zvestilo nekaj drugih tiskovnih konferenc, državnih funkcionarjev, če nekaj rečem institucij, ker se mi zdelo korektno, da damo priložnost, da prvi po enodnevni pauzi pomodoni se opredelijo do zadnjih problemov, pojavov, ekscesov, ki mečejo luč, osvetljujejo kot problematične tudi njihove prejšnje izjave in trditve, zagotovila in da morebiti potegnejo poteze, s katerimi smo mislili pozvati na tiskovni konferenci. V tem smislu menimo, da so ponudbe odstopov, oziroma pravi bilo, da bi se zgodili odstopi, tako uprave Darsa kot pristojnega ministra utemeljeni na mestu. Pavle Gantar bo dodatno še obrazložil, zakaj menimo, da je odstop na mestu in utemeljen. Utemeljitve pa ne sprejemamo utemeljitve, ki so bile dane, ker so nezadostne in poskušajo še zmeraj prikrivati pravo odgovornost teh akterjev. Želel bi upozoriti na to, da je na tem področju, na področju Darsa, v zadnjem letu in pol prišlo do uveljavitve izrazito komandnega principa vodenja. Ne znotraj Darsa, ampak v odnosu med vlado in Darsom. In da je v tem smislu logično, da je odstopil tudi minister, ki je v resnici zelo neposredno, zunaj pristojnosti, ki jih ima minister, sprejemal pomembne odločitve povezane z dejavnostjo gospodarske družbe z imenom Dars. Vendar tudi minister... Zakaj malo, kako se misliš mikrofon? Pada je omet in pada je toča, ne? Vse se je. Tudi minister, ki je na ta način v resnici prevzel in ga deloma poskuša tudi sprejeti odgovornost za posledice odločitev, ki so bile sprejete, ni na vrhu te komandne verige. Njemu je dajo navodila predsednik vlade. Zato pričakujemo, da bo ustrezen del odgovornosti prevzel tudi sam. Znano je, da je v določenih primerih minister nasprotoval posameznim odločitvam, o tem se je pisalo, in da je bil soočen z ultimatom predsednika vlada ali izvrši ali pojdi. Zato bi bilo narobe, če bi na koncu odšli samo vojaki, izpolnjevalci navodil in tisti, ki so v tej komandni verigi prevzeli vlogo vojakov. Pavle Gantar bo v nadaljevanju z nizanjem vrste argumentov in tudi informacij o tem, kako so se te stvari dogajale, ko se pripeljale do teh nedolžnih posledic, kako je do njih prišlo in s tem bo tudi utemeljena ta naša kritika, pretekla, sedanja in tudi pričakovanja v zvezi z aktivnostmi države, ko gre za javno naročanje na tem področju, ko gre za oddajanje naročil, ko gre za nadzorovanje upravljenega dela in ko gre tudi za prevzemanje odgovornosti za tisto, kar je streljeno, kar je spuščeno v promet, brez dovoljenj, brez ustreznih testov, certifikatov in podobnega.